Torej, URI Soča, kot je bilo že omenjeno, zadnjih 10-15 let razvija intenzivno področje rehabilitacijske robotike. Sodelujemo tudi z različnimi fakultetami, Univerze v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Medicinska fakulteta, Zdravstvena fakulteta. Predvsem bi rad poudaril našo multidisciplinarnost in pa to prednost, da v kliničnem okolju, kar je precejšnja redkost tudi v svetovnem merilu, deluje ekipa robotikov, biomedicinskih inženirjev, z roko v roki z zdravstvenim osebjem, zdravniki, fizioterapeuti. To nam omogoča, da naš razvoj vsakodnevno preverjamo na tistih, katerim je naš razvoj v resnici namenjen, to so pa pacienti. V smislu sodelovanja z našimi japonskimi partnerji, torej kako je prišlo do teh prvih stikov, je bilo že omenjeno, jaz bi pa rad poudaril predvsem to, da ravno ta naš pristop, kot sem ga prej opisal, slovenski, smo mi zaznali tudi pri naših japonskih partnerjih. Namreč Fujita Health University in pa Toyota Motor Corporation predstavljajo nekako podoben koncept združevanja znanja, multidisciplinarnega znanja, tako na področju inženirstva kot rehabilitacijske medicine. In kot je bilo omenjeno, ta prvi Toyotin produkt, ki je že na voljo oziroma ki se že distribuira, je nekako usmerjen bolj ciljno v rehabilitacijo po možganski kapi in sicer v tisti prvi del rehabilitacije na začetku. Tu pa smo mi našli komplementarnost z našim pristopom, ki ga razvijamo zadnjih 5 let, ki se pa bolj osredotočamo ravno tako na paciente po rehabilitaciji po možganski kapi, vendar bolj v tistem srednjem in končnem delu, kjer je predvsem poudarek na urjenju dinamičnega ravnotežja, koordinacije gibanja, vse tisto, kar je pomembno za varno mobilnost potem, ko ljudje končajo z rehabilitacijo. Torej, ne zaključim, da podpis današnjih memorandumov je začetek, torej nekako postavljamo s tem formalni okvir, nadaljevati pa želimo s konkretnim razvojno-raziskovalnim projektom, kjer najprej želimo v prvih korakih preizkusiti torej te naše različne pristope, komplementarnosti pristopov in seveda, koliko bojo rezultati, kar upamo, seveda, da bodo ti rezultati pozitivni, želimo tudi nadaljevati naše aktivnosti v smislu novega produkta z tega področja, ker, tako kot vedno rad poudarjam, raziskovalni rezultati, če želimo, da nekako gledajo luč dneva in da na koncu resnično pomagajo ljudem, morajo na koncu postati bodisi produkti, bodisi storitve, ki jih je možno ponuditi na trgu. Hvala lepa.